tu smrdi? Beno? Kaj je tu kdo kadil? O Jezus, kaj tvoja mama prišla? Lidija je doma? Kdo je tu kadil, Beno? Dobro veš ti, kaj sem jaz rekla. Če še enkrat enega dobim, da si je v našem stanovanju čik prežgal, bo tisti čik lepo dol požrl. Nekdo je tu kadil, Beno. Kdo? Ti! Pa kaj ti je? Slabo mi je. A ja? Od česa pa? Ne vem, definitivno sem nekaj takega pojedel. Si, ja, definitivno si nekaj pojedel. Kak, če imamo prazen hladilnik? Beno Sagadin, ti kadiš. Pa si mi prisegel, obljubil si nikoli več niti enega samega dima. Ne kadim. Žuži ga prisečem. Smrdiš kot rbovlje. Ne kadim. In pa če ne kadim, žuži ga. Kaj ti je? Če pa ne kadim, no. Ne kadim. Kaj mu je? En, dva, tri, štiri, 12. Vsi patrioti, ki sem jih kupila, so še tu. Kaj se dogaja? Kadi? Patriota se ni niti dotaknil, joj. Kakšna grozljiva in temačna skrivnostnost se je zalezla v naš nekoč tako srečen dom. Dobro, kakva muzika je zdaj to? Kaj, sem pač dodala srečen, ker se lepše sliši. To prvi je zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno smeti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji delovali za 3. To na dopustu za pošto skrbi, Ti rože zaliva prebarska stvari, to ti posodi jajček ali 2. vse si ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in začajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si težava, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz, solze in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz, solze in smeh. Lepo je biti sosed. Lepo je biti sosed. Dobila vse noter? Gang, super kafer je, Žuža, hvala. Hvala. Poslušaj, kam ti pravzaprav greš? Vnočka niža k mama. Moram kupiti novi ogledali. Ja, zlomila ga starega je. In potem ne more pogovarjati se samo s sobo. Ja, ona ima tisto grozno sklerozo. Točno. Čakaj, kaj ni Ivo šel k njej? Ja, nikaj, samo on pravi, da on ne noče več. Ne, zdaj moram jaz, on pravi, da on ne ogledalo. Ej, na te moške se sploh ne moreš zanesti. Ne. Kaj, moj Beno, si ga ti kaj videla? Joj, jo, v kopalnico je. Kaj? Ja, Kaj pa dela moj mož v vaši kopalnici? ja, pravi, da mora odpočiti se. Ti ne dovoliš mu. A ja? Ja. No, grem zdaj jaz. Dobro? Ja, okej. No, poglej, Tibor pride k malu, daj ključe mu. Okej. Dobro? In povej, da
poprikaš v frižider. Bom. Dobro? Ok, ti pa lepo potuj, pozdravi mama, pa pozdravi Ivota, ja? Iga. Ok, čak ti vrata odprem. Pa prosim te, Silvika, pazi na moj kufer, ok? O, Iga. Naravno. Baj se mej! Adijo! Jezus, kako to smrdi. Beno, ti spet kadiš? Ne. Ne? Kaj pa potem ta goreča palčka v tvoji roki? Ja, ne vem. Ne veš? Ne. Glej, ko sem jaz prišel not, je to že bilo tam. Beno, Sagadin, ne laži mi. Spet si začel kadit. Ne, pa nisem. Ne? Kdo pa si je pol ta čih prežgal, če pa nobenega drugega ni tukaj? Ja, pa saj sem ti že rekel, da jaz pojma ne vem. Jaz nisem. Se spomniš, kaj si obljubil, da boš naredil, če boš spet začel kadit? Hm? Kje imaš cigarete? Kje imaš cigarete? Kje imaš? Aha. Žužika, jaz ne kadim. Ne kadim. Kolikokrat ti še to naj povem, da ne kadim. Pa dobro, kaj je z njim? In kaj je ta listek? Aha, tu je eno ime. Herbert von Goldgeldmacher. A? Kdo je to? Je to možakar, ki je Benota spet navadil kadit? Kaj se tukaj dogaja? Stvari se vedno bolj zapletajo. Kdo je človek na tem listku? In zakaj mi moj mož noče priznati, da je spet začel kadit? In spet ta muzika. Odkot to prihaja? Tu pop TV da gor, ne, da doda napetost, ne, da stopnjuje napetost. Ja, dobro, da vem. Stric Beno, zakaj ne kadiš zunaj? Pa saj sem eno škatlo zunaj pokadal, jaz sem pa malo prišel not kadit. Te ne bo samo zunaj kadil, pa saj ti veš, kak sem jaz družaben človek. Stric Beno, kaj ti je? Ti nikdar nisi kadil in tulko. Kaj je to? Kakšna mračna in grozljiva skrivnost se zalezla je v vaš nekoč tako srečen dom? Srečen je Žuža dodala, ker se ji lepše sliši. Kaj to je? Kaj je ta muzika? Ja, ne, to na Pop TV dodajajo, da je bolj napetostno vzdušje. A, Beno? Beno, si notri? Ne, no, sem. Žuža ne ve, da kadim. a je pa kaj res? Ja, Spet smrdi. fino bo, vrede. Kaj sva se midva zmenila, da se bo zgodilo, če te še enkrat s čikom dobim? Hm? Dobro, Tibor, lahko nehaš, ker itak vem, da je bil on in da je to njegov cigaret, okej? Pa Žuža, no, saj jaz ne kadim. Pa ne kadim. O, Jezus. O, Jezus, ne vem. Žuža, kaj je? Kaj ne veš? Ne, to, da je začel kaditi, to bi mogoče še nekako prenesla, samo da mi ne prizna, razumeš, da meni ne prizna. Mogoče ne more sam sebi priznati. To so te psihološke zanke. Dvakrat prej je že probal nehati, pa mu ni ratalo, šele tretjič mu je ratalo. Kaj je bilo takrat dvakrat? Ja, prvič je probal nehati, ko nam je Lidija padla v mešalec za beton. Celo šteko je pokadil, medtem ko smo čakali, da jo potegnejo ven. In drugič je probal nehati, ko nam je Lidija drugič padla v mešalec za beton. To bilo isti dan? Ne, pol leta razlike. Prvič smo betonirali pri njegovi mami, drugič pa pri moji. Ja. Moja je pri njih videla teraso, ki so si jo dali narediti, pol pa je seveda nujno htela imeti čisto enako. Joj, Tibor. Samo, veš, kaj se meni zdi tega Žuža? Da Beno začne kaditi, ko pod velikim stresom je.
Ja, možno je. Možno je. Torej? Je pod stresom? Ja. Je možno je, samo kaj? Kaj ga muči? Ne vem, meni nič ne rekel. Ja, meni tudi ne, pa sem njegova žena, pa mi čisto vse pove. Še tisto mi je šel praviti o tisti veverici, ki jo je gačo, ker je mislil, da je mrtva, pol ga je pa vgriznila. Tibor, niti patriota se več ne dotakne. Vem, Tibor moj. Včeraj je prišel iz obiska od svoje mame, zdaj pa to. Kaj? Misliš, da je povezano? Ja. Ja, samo kaj ga muči? Kakšna je ta mračna, grozljiva skrivnost, ki se je tako globoko zalezla van, da ne more zaupati nikomur, niti nam, svojim najbližnjim. To je muzika za stopnjevanje napetosti. Ja, vem, ja, samo je prekmalu, ker moram še reči, niti patriota se ne dotakne. Tak je boljše, a? Glej, Beno, vsa ta leta. Moj mož si in jaz te imam rada. Res? Vem, da nisem bila vedno najbolj popolna žena. Patriota ti grem kupiti namesto klobase. Ampak Beno, to tak več ne gre naprej. Ni problem v tem, da kadiš. Saj ne kadim. Problem je v tem, da te nekaj tak fejst muči, da si spet začel. Ljubi moj mož, nedelček moj mali, zaupaj mi, zaupaj svoji žužiki. Kaj te muči? Ti je tvoja mama spet rekla, da me moraš pustiti? Ne. O, voluharček moj mali, nekomu boš moral zaupati svoje tegobe, svoje mračne skrivnosti. Ne morem, Žuža. Okej, zdaj imam pa tega dovolj. Oprosti. Poslušaj ti, odloči se, mi boš povedal ali ne, ker če ne, jaz spakiram, pa grem, pa me nikoli več ne bo nazaj. Žužika moja, veš, kako sem jaz nesrečen. Zakaj, ljubezen moja, zakaj? Kakšna temačna skrivnost je potemnela te tvoje nekdaj tako bistre očke? Zakaj, Beno? Pa dobro, dovolj te muzike, bom jaz sama stopnjevala napetost. Zakaj? Žužika, pankrcn. Kaj? Začer, umesto začer, gremo na ženske, gremo na pier. Kaj? Zato je 8. dan v starorok. Pankrt, razumeš? Nezakonski sin moje zakonske matere. Kaj? Ja. Moja mama je mojega ateja. Pa zdaj več sploh ni moj. Kaj? Pa daj nehaj se smeriti, pa mi povej! Moja mama je mojega ateja prevarala z nekim bogatašem. Kaj? Ja. Ona bo meni pamet solila, kakšna zakonska žena naj bom. Pa saj, takrat, če nista bila poročena moje dva, ko je moja mama mene zanosila, pa me je rodila, vsi pravijo, da takoj, ko sem prišel ven, sem bil isti kot on. Pa kdo? Herbert von Geldmacher. Zdaj mi je pa vse jasno. Lepo je biti sosed. Ne morem verjeti. Ja. Vi njegov pravi oče ste. Zdaj razumem, zakaj začel kaditi je. Ne,
Nisem njegov oče. V tem je štos. No, vseeno razumem, zakaj začel kaditi je. Ampak vseeno ga bom imel vedno rad kot svojega. Ko ste tu lepo povedali. Zakaj ne greste k njemu in to mu poveste somi, a? Ne upam. Le kako me bo gledal kot tujca? Ne, to pa ne. On rad vas ima. Vi ste njemu kak skoraj pravi oče. No, striček, Sagadin, pite još malo. Ja, seveda. Ja, hvala, da ste tak prijazni. Ja, no, se vidimo, ja. Se že veselimo. Adijo. Branka Goldgeltmacher. Branka von Goldgeltmacher. Joj, čikov mi je zmanjkalo. Hvala Bogu, saj ne pa tako zakajeno. Beno, dobimo pomemben obisk. Kaj? Ja, kdo pa pride? Tvoj pravi oče! Kaj? Kako si ti malo Nora! Mucek, ne skrbi, to je vse dobro za tebe, razumeš? Ti se moraš znebiti tega grdega bremena. In najboljše je, da se direktno soočiš z njim. Ja. Žužika, ne vem, če sem že pripravljen na to. Kaj bi rad celo življenje kadil? Beno, jaz tega ne bom prenesla. Poleg tega pa, Mucek, pozanimala sem se, tvoj pravi atek je bajno bogat, razumeš? Ima 3 vile, ima jahto, nočno potuje, ima bazen pa nič, otrok, vse to lahko ti dobiš, če se boš potrudil. Tvoj niti avta nima. Ja, samo moj je meni stal celo življenje ob moji strani, veš? Ja, s pirom v roki. Kakorkoli, Beno, danes večer pride tvoj pravi oče na obisk. Glej, da se boš lepo obnašal, da te ne razdedini. Saj me še niti v poročni testament ni dal. Vidiš, zato se pa moraš potruditi, da te bo. Kam greš zdaj? Ja, počike. No prav, ampak Beno Sagadin, glej, da je to tvoja zadnja šteka. Itak je bo skadil do večera. Branka von Goldgeltmacher. Ja. Taki mali je bil, pa je že pločevinko ekso. Se ni bil najbolj lep otrok. No, zdaj vem zakaj. Pa skozi je nosil čigume v lasah domov iz šole. Sam je pa bil moj. Do danes. Striček Sagadin, ne še rečeno, da je vse izgubljeno. Nikoli več ne bo, kot je bilo. Striček Sagadin. Naredimo krvno pobratinstvo. Zakaj? Tak boste vedeli, da vam bom do konca življenja stal ob strani. Veste, jo isto nima Mateja. Na gradbišču ga zgazil buldožer. Zdaj ste lahko vi moj novi ata. Dobro, Tibor, ti moj novi sin, zareži. Tak. Zdaj pa še malo v kozarec.
Ode! Ti Judaš, ti brut, ti kvezling, gimpel! Kaj je to? Čakaj malo. Kaj pa delata? Krvno pobratstvo sva se šla. Ja. Ti? Z mojim materom? Zakaj pa? Čakaj malo. Z mano se pa tega nikdar nisi hotel iti. Stric Beno, lahko ideta se zdaj, če hočeš. Čakaj, pa je res? Jo, to bi bila pa dobra fora. Pol bova lahko za zmeraj, kolega. Do konca večnosti. Ja, daj. Ote moj. Tak. Levo. Ja. Tak, Malo boli, veš, samo kaj tečeš. skupaj stisnita. Dobro, zdaj pa še sem malo. Zakaj pa to? Za bogove. Tak sem videl v onem filmu o Vinetuju. Ajo? Ja. V tistem nemškem jugoslovanskem sranju, ki so ga v Plitvicah snemali? Dobro, no, še vedno mi ni jasno, Tibor. Zakaj si ti to šel z mojim atejem narediti, to krvno pombratinstvo? Zato, da ne bo več osamljen. On misli, ka ga ti ne maraš, stric Beno. Kaj? Ne, ote, seveda te moram. Ja, seveda ga moram. Kot ti je? Ote, jaz te moram, veš, zato sem se pa to v Vinetujstvu zdaj s tabo šel. Ote moj. Kako lepo po alkoholi smrdi. O ja, to me spominja na moje mile dni ranega otroštva. Kako lepa muzika. Ja, to so bili dnevi brezskrbnosti in kratkočasja. Ko sva z mojim matejem šla lepo v gostilno, pa sem jaz lepo na šanki sedel, pa sem pa lahko v jukebox smetal noter dinare. Pa non-stop sva vrtela tisto By the Rivers of Babylon. Ja, pa ate mi je razlagal od Bonnie M. Pa o tem, kak tisti črni črnec sploh not ne paše, zato ko je čisto črn. In potem sva šla lepo domov, na restanega, pa na kare. Popoldne pa spet nazaj v gostilno. Spet sem lahko 2 deci piva ruknil. Škoda, da je zdaj ta lepa muzika nehala. Še dosti bi vam lahko povedal o tem. Ti resno ga pogrešaš? Resno. Seveda, kako ga ne bi. On je zaznamoval moje otroško otroštvo. Samo zdaj je vse drugače. Nikoli ne bo več tako, je bilo. To je preveč iskreno in tako žalostno. Dobro, Beno, zdaj pa že čas, da si enega lepo prižgeva, ni? Ate. Hvala lepa. Ej, ti moj pobratimec, ate. Živeli. Lepo je biti sosed,
Dobro. Ampak jaz ga ne bom objel. Se ti ni treba, Mucek. Jezik. Ne? Samo prijazni bodi z njim. Razumeš, to je tvoj novi ati, tvoja kri. Jaz bom to mojo mamo bil. No, ne, saj ne mislim tako. To se pač sam tako reče. Samo res ni jezen na njo. Ja, zgleda, da se je svoj čas res rada razdajala. Pozdravljeni. Dober dan, Branka, me veseli kar naprej. Moje ime je... Ja, vemo, kdo ste. Vi ste Benotov novi bogati ati. Dober dan, ata. Jaz sem Beno, vaš sin pa take. Ja, izvolite, vsete se. Ja, evo, izvolite, vsete se. Tak, ate. Pivo? Ne, hvala. Imate kožarček šampančka? Ne, šampанčka pa mi nimamo. Ja, kaj te češ? Saj se pivo te tudi pene, ne? Ja, seveda. Beno, Benjamin, pokaži svojemu novemu atiju tvoje živali. Ja, to bi pa lahko, ja. Samo malo, ate. Veste, vaš sin ima tak rad živali. Gači jih. Ja, pa pogovarja se z njimi, pa dresira jih, obožujejo ga. Evo, poglej, ate, ja? To je moj najnovejši nagačarec. To je mrtva žival. Ja, seveda je mrtva. Ja, saj žive te ne moreš gačiti. No, enkrat sem eno veverico, ko nisem čist ziher bil, če je že... Jo, veš, koliko se je drla, ko sem jo začel gačiti. Jo, ko se ti zmiš. Jaz rad igram golf. Benjamin, pa spravi to kramo. Tvoj ati ima raje golf. Golf? Golf imate? No ja, sej, to ni tako slab avto, ne, švaba je švaba. Samo sem mislil, glede na to, da ste tako bogati, da bi lahko kaki bolj večji avto imeli, ne, če bi tega mislili. Bentleyja vozim. No, ne jaz, šofer. Bentleyja ima. Vidiš, kak je bogat. Šoferja ima. Nič mi ni všeč ta moj novi ati, veš. Patriota ne mora. Pa vas, nagančencov, tudi ne. Joj, ata. Kje si te ti mojo mamo položil? Mislim, spozno. To je bilo tako slučajno. Z glizarjem sem se ustavil v Medulinu, ker mi je zmanjkalo bencina. Potem pa sem šel spat v kamp pri tabornikih. Saj veste, mladost, norost. Ja, seveda vemo, mladost, norost. Samo, ate, veš, koliko sem jaz pretrpel? Ja. Ta čas, ko nisem vedel, da si ti moj ate. Koliko sem pretrpel pomankanja, pa sploh pretrpel. Če bi jaz vedel, da si ti moj ate, pa ko si tako bogati, pa meni ja ne bi bilo treba v nobeno šolo hoditi, pa nič. Zdaj pa veš, koliko sem se prematral. Celo 3-letno skrajšeno kovinarsko sem mogel končati. 5 let sem se mučil, ko mali merjasec, ko se muči. Benjamin, ne govori tega, bo tvoj novi ati mislil, da si len. A ne, len pa nisem, veš, ate. Zelo hitro in kvalitetno znam preklapljati kanale na televiziji. Pa izredno dobro kvihtam pir, da ti ne govorim sploh o... Jaz bi pa zdaj imela eno vprašanje za mojega novega tasta. Prosim. Ena malenkost me zanima. Kaj ste vi že mogoče svojega novega sina vključili v vašo oporoko? Ne, zdaj še ne. Sinko, oče, končno. Mama! No, te se nam je še manjkalo. Ja, kaki ganljivi prizor, podobna sta si ko jajce jajcu. Zakaj je to? Ja, a jaz? Ja. A me nas poznaš? Leonida, tvoja tabornica. Ja, kako se to nisem mislil. A ja, to je zato, ker nisem v uniformi.
A vidiš, kaki kerlc nama je ratov? Ministrova leva roka je. Dobro, no, mami, saj zdaj več nisem tam v službi. Ne. Ja, leva roka, kako ste to dobro pa točno povedali. Da nikjer nisi več v službi, ne? Tako da smo mi danes zelo veseli, da vam je takrat okrog Medulina bencina zmanjkalo. A si ponosen, a? Seveda, seveda. Ja, dobro, no, saj jaz sem tudi tako malo veseli pa to. Poslušaj, ate, kaj pa, kako mačeho imam jaz, kje je mogoče? Pa Ne, Kaj pa kaj, pol bratov pa pol sester? ne. Kaj pa četrt bratov pa četrt sester, tudi nič nima? Pa Benči, pa kaj to sprašuješ, no? Čakaj malo, mama, moram ja vedeti, ne? Se pravi, nimam čisto nič. Ne, Ja, pa jasno. Po meni ti pač nobena več ni mogla ogreti srca. Ogret spalke. Prosim? ne. Rad imam moške. Kaj? O, Čakaj. Moj ate je bogati. Vidite, kaj ste mu naredili? Žal ne. Rad bi imel otroke, saj veste. Doma sem samo sam, osamljen, nobenega nimam, tudi denar mi ne pomaga. Vseeno pa sem zelo vesel, da sem spoznal mojega velikega in postavnega sina. Ja, dobro, no, hvala lepa, ate, samo to s tem postavnim bi lahko preskočil, kaj ti če. Ja, Benjamin, vidim, da bodi se ti. zgražate. Ja, raje grem, da vas ne bom motil. Ja, glede alimentacije pa kar počakaj, bo se in se štej vsa leta, vse boš dobila. Ja, s Bogom. Čakaj, ate, čakaj, prosim te, počakaj malo. Čakaj, ate. Nič, mi dva zdaj lepo gremo. Kam? Ja, kaj kam? Probo se bom z mojim atejem pogovoriti tako, ko se pogovarjata dva moška. Ja, koliko se bo le dalo, kot dva moška, da se pogovoriva. Greva. Tišina, babe, zdaj, pa nekajte. Pardon, mama. Ampak z atejem greva, tak plašč imaš, greva zdaj. Da se pomeniva. Pridi, ata. Alimentacija za vsa leta nazaj! Koliko je to denarja? misli si, da boš kaj dobila? Pardon, to je od vašega sina. Prosim? Enega bo spila propotake, ne? Ate! Ate! To si ti. Kaj pa ti tu delaš? Z mojim krvnim sinom smo šla na pijačo. Ker moj pravi, nima več časa zame. Kaj s Tiborom? Ja, kje pa je? Nekam je skočil, takoj pride nazaj, je rekel. Ate! Saj veš, da zdaj več nisi moj ate, ne? Vem, ja. Zdaj je on moj oče. To je pa moj ate. Ja, Me veseli. ja. Mene pa žalosti. Ja, to je Herbert von Goldgeld, moja. Ate. Daj, prosim te, ne boj se tako žalosten, no. Se boste z mamikom še kakega beneta naredila. Kakšna ves. Eno je samo en. Ja. Kdo te je učil mačke streljati pa prve herčke gačiti? Ti, ate, ti. Kdo ti je kupil prve viklere za mačke? Ti, ate, že zdaj jih imam. Kdo te je učil na slamico jesti, ko te je tista medvedka z mladiči napadla? Ti, ate, ti. Ja. Ate moj, oče. Ate. Samo mi, Alma, nobeni drugi, samo mi, Alma. Oče, ate moj, ate. Lepo je biti sosed.
Pa da ne boste mislili, da boste vi kaj imeli od njega. Vi njemu uradno niste nič. Leo, si je že celi plan naredila. Ti, da ne boš presenečena. Še enkrat ga omrežim, pa si vriti. Ja, ziher, ja. Tista uniforma vam nikoli več ne bo prav, še posebej ne preko riti. Pardon. Poleg tega ima on reši moške. Pa kaj, se bom šla pooperirati? Fuj, da vas ni sram, pa vi ste vsega zmožni za denar. Fuj. Ja, kdo se oglaša? Hvala enako. No, glej! Ata! Ti pa samo stran. Ja. Ja, pa kaj se še nisva bila poročena? Rekla si, da sem jaz prvi. Ja, pa saj si bil prvi, ki sem ga ljubila. Ja. Dobro, zdaj to sploh ni važno, ampak važno je to, da imamo nas tri za vas dve, eno oznanilo. Na jahto gremo živeti! Ja, čakajte, verije. Ate, daj lepo te prosim. Ti njima povej, ker meni, ampak čisto nič ne boste verjeli. Verije? Verije. Izvoli, zdaj pa povej. Jaz sem zelo vesel, da se imata oče in sin res tako rada. Ja. Tak je. Ja, pa oznanilo? Večji oznanilo. Ja, se res, ja, oznanilo. Evo tak. Midva z mojim atejem, sva se lepo zmenila, da bova od zdaj naprej zbrisala vse najne sorodstvene vezi in spone. Zdaj. Kaj? Zakaj? Ja, Jaz sem njegov biološki oče. zato, evo. On je moj biološki oče, on je pa moj oče po srce. Ja, pa kaj še, pivovske pijeta, pa ti se nagačene živali streljata. Seveda. Pa on nima nič denarja, Beno, ne pride v poštev, razumeš? Jo, ne, ni šans. Jaz hočem letos na fini dopust. Če boš to naredil, se jaz ločem od tebe. Presenečenje! Ne zdaj, Tibor! Tada, presenečenje! Tibor, lepa te prosim, ne zdaj. Ja, komaj sem dobil nazaj mojega ateja, pa to. Pa saj za to gre. Poglej. Daj sem, da vidim, kaj je to. Test za ugotavljanje očetovstva? Tibor, kaj to pomeni? Kaj je? Nič ni, teta Žuža. Samo pomagati sem hotel in zrihtal sem tale test. Moj sošolec iz osnovne dela v bolnišnici pa mi malo pomagal je. Beno, test pokazal je, da striček Sagadin je tvoj pravi oče. Ja. Kot si nor! Ja, pa Tibor, ja, pa ti si pravi genij! Genij, genialec, genij, kot si nor! Čakaj malo! Nekaj, no, prosite. Moj 100% novi laminat mi boš čist spraskal. Jote! Tibor, kako ste pa lahko vi ta test naredili? Kje si pa kri doba? Šli smo se krvno pobratenje. Ja. Okej. Ti si pravi genij, kot si nor! Ne, laminat. Ojo, točno, moj fakt, tu boj. Kaj je to visoka vijuga? Beno, 2 promila. A ja, to je alkohol. Ti imaš toliko alkohola v krvi, ko si trezen. Ne, malo barat spalinke se pozna, ker sem kri zbiral v štamperlih, iz katerih sem sva pila dotično pijačo. Ja, kaj bomo pa zdaj? Nič. Ote bo še nekaj povedal. Ja. Povej mi. Jaz vas ob koncu tedna povabim na mojo barko. Evo. Ja, isto. Ti si rešitelj. Rešitelj? Moj, kaj bo krasno na morju. Te pa, da pa teta Silvika Ivo, dojdete nazaj, bomo mi isto več nazaj. Fino, bom vzela samo svojo uniformo, bova naredila še enega malega benčita. Ni šans, Beno je samo en. In ta je moj in od Ateja. Kostjanor. Slači se? Ja, kaj pa češ? Ja, imaš prav. Tak je, samo en. Beno, Ja. zakaj se pa slačiš? Ja, se veš, kaj sva se zmenila, ne? Če bom spet začel nazaj kadit, Pa dobro, se zdaj boš nehal, zdaj ko si dobil svojega Ateja. kar sem rekel, sem...
Kaj je rekel? Rekel. Rekel je, da če bo še enkrat Sankar življenje kakšen čik prežgal, se bo sleko, pa šel v bife nagi spit patriota za kazen. Mislim, ne vem, kakva kazen je to. Ja, dobro, kaj pa ti to gledaš? Čist je po meni. Jaz bi jo tudi dvakrat že nogi maržem bifeji. Nehaj se sračiti. Kazen je kazen, grem jaz. Beži, Kadiljo. Na zdravje. Ko me pa vidite, tako gledate, kaj niste še videli novega lepega moškega v lokali Sanka pije? Ja, kaj ti čuješ? Jaz pa sem. Že moj pradedek se je enkrat ali dvakrat v lokali Nagi fajn nasekal. Zakaj to točno ne vem. Ampak moj oče, to se jaz spomnim zelo dobro, se je tudi večkrat tako nasekal na nago. Mislim, na mrtvo, ko je nagi bil, ne? Enkrat vem, ko se je stavil z enim, če bodo naše želve hitrejše od njegovih zavcev, zato ko smo imeli strašno hitre želve doma. Drugič, mislim, ko se niti on ne spomni, zakaj se je nagi nasekal. Tretjič pa jaz vem, da se je nasekal nagi. No in zdaj vas jaz vprašam. Mar ne pade jabolko daleč od drevesa? Razen, če bolj slabo cvetijo tisto pomlad. Ali pa, če so vmešanem sadovnjaki. Živeli. Tu še nekaj potem mesto.